Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji iz županovega kabineta. Nocoj nas gosti župan občine Zagorje ob Savi, gospod Matjaž Švagan. Hvala lepa za gostoljubje. Hvala in dobrodošli na občini Zagorje in v mojih prostorih kot župan Zagorske doline. Tako da hvala tudi vam. Nedolgo nazaj smo izvedeli, da ste dobili mesto oziroma so vas izvolili za podpredsednika Državnega sveta. Na tem mestu se vam tudi izrekam čestitke. Kaj to pomeni za vas? Kakšne naloge boste odslej opravljali? Koliko boste morda zaradi tega odsotni iz Zagorja? Ja, hvala za vaše čestitke. Res je nekako spontano prišlo do te izvolitve. Bil sem izredno pozitivno presenečen nad rezultatom, nad tajnimi volitvami. Nekajkrat smo že poskusili, vendar Državnemu svetu ni uspelo nekaterim posameznicam oziroma posameznikom dobiti absolutno večino. Meni je to uspelo na predlog lokalnih interesov, tistih predstavnikov, ki pokrivajo celotno slovensko statistično regijo in tudi s podporo večinoma svetnic in svetnikov. In zame je to osebno veliko priznanje za moje dosedanje delo, seveda pa tudi velika odgovornost do občank in občanov občine Zagorje ob Savi, do predsednika Državnega sveta, ki zelo korektno, uspešno vodi Državni svet v tem mandatu, tudi predhodnik Mitja Bervar, s katerim smo res uspešno, korektno sodelovala, je bil predsednik, ki je delal premike in zame seveda pomeni nekakšno dodatno obremenitev. Za Zasavje je izredno pozitivno po moji oceni, seveda nekateri to drugače ocenjujejo, ker se nam še bolj odpirajo vrata. Želim pa kot podpredsednik narediti nekaj več tudi pri vlogi Državnega sveta. To pomeni, da končno, ko pride nova vlada, novi parlament, da damo Državnemu svetu večjo moč, da ne dajemo samo veto na celotni zakon, ampak da se uvede četrto branje zakonov, kar pomeni, da ne damo veto na celotni zakon, ampak na posamezne člene samo, ki so včasih sporni. In naše pobude so vsekakor bolj na mestu kot pa včasih vlade ali Državnega zbora. Nenazadnje mi prihajamo le iz lokalnih skupnosti, kjer se bolj soočamo s problemi kot v Državnem zboru. Potem so tukaj sindikati, predstavniki družbenih dejavnosti, delodajalcev, jemalcev. Skratka, gre za res skupino, na katero sem ponosen in tudi lahko rečem samo enkrat še hvala za zaupanje. Kaj pa menite tako na državni ravni politika? Koliko ima tega odnosa do realnih problemov na lokalni ravni? Preko Državnega sveta tudi imate dovolj izkušenj. Kako pravzaprav slišijo vaš glas? Res samo kot neko obstransko sporočilo ali vas dovolj upoštevajo? Vsekakor premalo, kajti ko primerjamo te naše razprave v Državnem svetu, so res po moje oceni bolj realne, kot sem že uvodoma poudaril, in tukaj bo potrebno en korak narediti naprej, kajti v parlamentu včasih rečem v šali kakor zares, da ne govorim o teh volitvah in tudi ne želim se opredeljevati, da v kakšnem okolju lahko celo kandidira nekdo neznan, ampak vemo, kako potem Slovenke in Slovenci volimo, ki nima stika z realnostjo. Vemo, da včasih so bili tudi župani, člani lahko parlamenta, ki smo nosili sporočilo od lokalnih skupnosti, od povprečnine do infrastrukturnih objektov in tudi področja sociale. Sedaj tega ni več in v Državnem svetu so razprave, ki so na mestu in jih je nujno potrebno bolj predstaviti v slovenski javnosti, predvsem pa novemu Državnemu zboru in pa Vladi Republike Slovenije. Tako da nas čaka kar velik izziv, da
se poveča moč državnega sveta in prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo. Precej burno in zanimivo obdobje je za Zasavje. Podpisali ste dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije. Kot predsednik Zasavske razvojne regije ste kako zadovoljni? Najbrž je kar precej dela tudi pred vami, ampak tudi zadovoljstva? Vsekakor, kot predsednik razvojnega sveta sem izredno zadovoljen, da sem z ministrom Počivalškom podpisal ta dogovor za razvoj regij. To je en vzorčen primer, kako smo vsi župani skupaj stopili z regionalno razvojno agencijo in v drugem pozivu prva regija, ki je podpisala ta sporazum z Vlado Republike Slovenije, gre za okrog 20 milijonov evrov. Vse to je prvi korak, sedaj pa nas čaka najtežji del, od pridobivanja zemljišč do zagotavljanja lastnih sredstev pri izvedbi teh evropskih projektov. Seveda pa bo nujno potrebno tako strani lokalnih skupnosti kot tudi državnega sveta, da končno pridemo do večje povprečnine. Mi danes govorimo šele o drugi največji povprečnini po letu 2011. Morali bi govoriti o največji povprečnini po letu 2011, ampak govorimo o drugi največji. Vemo, da socialni transferji se povečujejo, da ostaje nam malo za investicije. Samo primer, sedaj se soočamo z velikimi stroški zimske službe, ker nam nihče ne pomaga in nam ne bo pomagal, to je znano tudi iz preteklosti. Moramo poseči v investicijski del, manj investicij in pokriti to zimo, ki je močno, kot sem rekel, posegla v vse občinske proračune v osrednjem delu Slovenije in tudi širše. Tako da osebno sem zadovoljen in presrečen, da nam je to vsem skupaj uspelo. In za zagorsko občino, kateri projekti so tisti, ki bodo dobili mogoče prednostno obravnavo? Namenjamo en del sredstev tudi v opremljeno obrtne cone Selo, ki vključuje tudi vzletišče, ki naj bi že letos dobilo tudi podjetje Aeronaut oziroma gospod Sašo Knez s svojo ekipo manjše prostore, gre za njihovo investicijo. Želimo urediti dodatna parkirišča, ko pa govorimo o tej obrtni coni Selo, pa tudi, da bo v tej coni okrog 80 do 100 zaposlenih do leta 2020, seveda pa drugo leto računamo, da v mesecu marcu, maju pa ne bi družba Termit že obratovala v naši občini. Jaz sem vesel in srečen, da bomo srečali več 10 družin v osrednjem delu Slovenije, mojih občank in občanov, da dobijo tisto, kar jim po ustavi pripada, delovno mesto, da so sestavni del družbe. Mi smo ustvarili pogoje in tudi pripeljali družbo Termit, ki je iskala več lokacij po Sloveniji v našo občino in seveda sem na tem področju zadovoljen. No, potem je tudi širitev sekundarnega kanalizacijskega sistema na področju Zagorja in pa Kisovca. In tretja investicija, ki je pa tudi največja, in tukaj bomo in želimo tudi posluh lastnikov zemljišč, gre pa za kolesarsko stezo od Zagorja do Orehovice, ker gre za velik poseg, ker gre kolesarska steza po predelih, ki danes mogoče za koga so nemogoči, da bomo prišli do njega, ampak s posegi in idejnimi zasnovami, ki jih imamo, sedaj se delajo odmire. Kot sem pa rekel, najtežji korak pa nas čaka v finančnem in pa tudi v smislu pridobivanja zemljišč. In višina teh investicij znaša okrog 7,5 do 8 milijonov evrov, sedaj pa potem stvar razpisov, kajti ta podpis, ki je bil v teh dneh za ministrom Počivalškom, pomeni okrog 20 milijonov evrov za vse 3 občine do leta 2022, naj bi te projekte tudi izvedli.
Tako, ravno to sem hotela vprašati. Časovnica je potem že ohlapno začrtana. Časovnica je dokaj jasna za posamezne projekte, tako da naslednji mandat, kdorkoli že bo župan v Zagorju in občinski svet, ima že finančno podlago zelo pozitivno za projekte, ki bodo pozitivno premaknili Zagorje še korak više pri uspešnih zgodbah, kot jih imamo. Tako, omenili ste že tudi področje Selo. Tam v tistem področju pa se dela tudi na mostu čez Kotreleščico. Tudi minister Gašperšič si je ogledal to področje. Kaj vam je zaupal, če ni skrivnost? Ne, med nami ni nobenih skrivnosti. Jaz lahko rečem, da katerikoli minister je bil, je vedno pozitivno sprejemal občino Zagorje ob Savi in tudi v teh pogovorih, ki so bili izredno pozitivni, kar pomeni, da v okviru občinskega praznika ne bi to cesto uredili s kompletno infrastrukturo, kolesarsko stezo in pa tudi s to investicijo že opremljeno tudi obrtno cono Selo s plinifikacijo. Gre za investicijo nekaj manj kot 2 milijona evrov. Predvsem pa moram reči, da je tudi zadovoljstvo, da smo v teh urah prejeli pogodbo za izgradnjo tudi kolodvorske končno ceste od Savskega mostu pa do Pošte, ker pride res do velikega posega z področja infrastrukture in pa kompletno nove preplastitve. Kdaj bi se pa tu dela lahko začela? Ta dela naj bi se začela v mesecu juliju, tako da intenzivno pogovori z izvajalcem potekajo, kajti prišlo bo tudi do velikega posega gradbenega, potrebno pa zagotoviti predvsem prometnost, kajti vemo, da gre tukaj za šolske prevoze, da gre za komunikacijo železniško postajo, kjer tudi želimo in sem prepričan, da naj bi v letošnjem letu železnica oziroma ministrstvo za infrastrukturo izvedlo že razpis tako za podhod kot za ali nadhod, to je še stvar pridobivanja soglasij, potem urejanje parkirišč v občini Zagorje in pa tudi obnovo železniške postaje, ker vemo, da je že desetletja v enakem stanju in da je tudi ta predel vhoda v Zagorje še lepši, kot je danes. Je pa ta investicija v to cesto pozitivna zgodba, kajti vemo, da je tudi delež občine potreben, kjer bo delež občine okrog 400 000 evrov, kot je delež enak pri vpadnici Oroardi. Vse te zgodbe so sofinancerske in zagotavljamo, da smo finančno stabilni ta sredstva v občinskem proračunu. Če greva še na drug konec Zagorja, semafor, 7. junij je v načrtu, da bo tehnični prevzem. Kako ste zadovoljni? Ste si ogledali zadeve? Ja, veliko diskusije okrog te investicije. Znani so tragični dogodki na tem predelu. Mi smo že pred leti sprejeli na seji občinskega sveta, ker mi je občinski svet naložil, da čim prej izvedemo semaforizacijo na tem predelu. Veliko bo vprašanje, zakaj ni krasišča, kot imenujejo rondoje županov, krožišča. Vendar pa morate vedeti, vsak župan si želi rondo in tudi to krasišče, ampak moja odgovornost je, da zagotavljam varno šolsko pot. Ne poznam bolj varne poti za invalide, za starejše, za vse generacije, kot je semafor, ki ti jasno pokaže, da je prosta pot. Vemo pa, kaj pomeni rondo, da v vsakem trenutku si v nevarnosti in moja odgovornost je, kakorkoli že nekateri negativno to ocenjujejo, da zagotavljam to varnost in mnogi starši me ustavljajo, invalidi, in pravijo: Matjaž, kapo dol,
da končno smo dobili na tem najdaljšem prehodu semafor, kjer bo pametni semafor, kjer bo spremljal promet z leve, desne strani, kot promet po tej glavni regionalki, ki gre 6 do 7 tisoč avtomobilov in otroci hodijo v šolo. In jaz sem vesel in ponosen, da smo to investicijo s pomočjo države izvedli in na prvem mestu je varnost. Kdorkoli pa že sedaj to hoče izničiti to investicijo, pa moram reči, da vsak ima pravico in demokratično do tem diskutira, ampak ponavljam že, kot sem rekel večkrat, zame je pomembno, da otrok vidi rdečo, zeleno barvo in da mu omogočim varen prehod kot vsem generacijam in sem zadovoljen. Nasploh je Zagorska cesta zelo obremenjena z vozili, ki hodijo na avtocesto. Si najbrž tudi vi želite, da bi del teh, naprimer iz Trbovelj, imel krajšo pot po drugi strani, svoj dostop do avtoceste? Vsekakor ne, da jaz kot župan bi si želel, da Trboveljčani, Hrastničani vozijo za sabo, ne. Ampak zgodba je takšna, kot je. Mi imamo ta centralni priključek na avtocesto na Trojanah, kjer se dela tudi projekt odstavnega pasu za tovornjake, da bi hitreje ta promet potekal po trojanskem klancu. In seveda pa je pomembno, da je občina med prvimi bila, ki je tudi podprla projekt izgradnje tunelskega priključka Trbovelj-Hrastnika proti Preboldu, ker želimo, da Zasavje se čim bolj odpre, da se zgradi tudi cesta Zidani most Hrastnik. Skratka, vse te projekte tudi kot predsednik, kot župan podpiram in vedno izpostavljam, da se ta promet skozi Zagorje razbremeni. Ampak situacija je takšna, kot je pa vsekakor ta priključek na avtocesto pozitivno za razvoj Zagorja in sem vesel, da tudi po številu prebivalcev smo postali največja občina, da družine radi tukaj ostanejo v naši občini. To pa je predhodno delo vseh članic in članov te tako imenovane zagorske družine, ker ustvarjamo dobre pogoje za tako vpis v predšolsko vzgojo, potem dobri pogoji za osnovno šolo, kot prijetno bivanje na vseh področjih v naši dolini. Je pa vsekakor ta promet breme za našo dolino. Če se preseliva malo na Čemšenik, tudi tam se že vidi napredek pri delih. Kdaj je tisti rok, do katerega naj bi se zaključila, kdaj naj bi se dela dokončala? Dela bi morala biti že zaključena po prvi pogodbi. Mi smo potem sklenili še aneks, pridobili dodatna sredstva iz državnega proračuna, kot zagotovili svoje lastna sredstva. Vedno, kot pridobiš, moraš zagotoviti tudi svoje sredstva. Tako da ne govorimo več o investiciji okrog 1 milijon evrov, ampak 1,5 milijona. To naj je bilo zaključeno do meseca septembra, oktobra, ker se bo podoba Čemšenika popolnoma spremenila. Tukaj gre za enkratno zgodbo, kot večkrat poudarjam in se z njo vedno pohvalim, kako smo s cerkvijo, s krajankami in krajani, državo, občino našli eno skupno zgodbo, da rešimo celotno to infrastrukturo. Ne gre samo za reševanje cerkve, ker je naša preteklost, je trebno spoštovati, potrebno te spomenike ohranjati kot spomenike NOB, skratka, da je naša dolina prijetna za bivanje vseh. To je moja odgovornost in v tem kontekstu sem delal in bom tudi naprej, da se ne razdvajamo. In Čemšenik bo doživel pravo spremembo in pa seveda nas čaka v prihodnje tudi reševanje celotnega plazovitega področja, ki ga 24-dnevno tudi kontroliramo. Ampak naredili smo velik korak, velik poseg. Moram reči, da smo bili pogumni, vztrajni in če ne bi bili, tudi ne bi prišli danes do tega rezultata. Ne samo zaradi sredstev,
ampak tudi zaradi samega gradbenega posega na tem področju. In seveda sedaj v teh dneh je veliko zmede v naši dolini. Moram reči, da tudi sam nisem bil seznanjen z zaporo ceste proti Trojanam in moram reči, se moramo opravičiti. Seveda bomo to moje opravičilo pa bolj sledi kot občana in pa kot župana, ker za to zgodbo nismo vedeli, ampak sem pa vesel, ponosen, da bo Trojanski klanec preplaščen z novo asfaltno prevleko, da bo tudi več kilometrov cest v Zgorju na novo preplaščenih, oziroma bo bolj varno. Seveda pa nas čaka, ker bo tudi boljši pogoj za kolesarsko dirko po Sloveniji, ki gre tudi skozi občino Zagorje. Če lahko samo dodam, tukaj bo tudi ekipa Primoža Rogliča. Ravno v teh urah smo opravili z njim tudi pogovor, ker bo leteči cilj ravno v neposredni bližini občine Zagorje ob Savi, ker smo tudi delni sponzorji tega dogodka. Bo pa tudi en pozitivni premik z moje strani in pa stranke Zagorje gre naprej, ki združuje vse občanke in občane Zagorske doline, predlog, da Primož Roglič postane častni občan občine Zagorje ob Savi. To pa pomeni en nov impuls mladim, vsem generacijam, da spoštujemo tudi mlade in da ni potrebno, da si nekoliko starejši, da dobiš to priznanje, ampak da je občina odprta za vse generacije in ravno Primož je tudi vzor vsem nam, tudi v slovenskem prostoru, kako iz padca narediš eno novo zgodbo in ko padeš, je pomembno, da se pobereš in da greš samo še višje in to lahko govorim iz mojega življenja in pa tudi iz življenja Primoža, katerega zgodba je pa javnosti tudi poznana. In to je ponos Zagorske doline in tudi kamenček te celotne zagorske zgodbe v uspehu. Torej, poletni meseci, ki prihajajo, nosijo veliko izzivov, veliko pozitivnih zgodb. Do avgusta je še nekaj časa, ko je občinski praznik. Zaenkrat, za zdajle se vam pa zahvaljujem za vaše informacije, za vaš pogovor. Hvala tudi vam, vaši celotni ekipi, vaši televiziji in lahko noč in prijeten večer vašim gledalkam in gledalcem. Hvala. Hvala, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost in nasvidenje.